Tek je naravno in osnovno človekovo gibanje. Toda preteči 246 km v enem kosu, ja, res ni mačji kašelj. Znamenito tekaško preizkušnjo Špartatlon, ki sprejme do 350 tekačev, je v zadnjih desetletjih opravilo že nekaj Slovencev, letos pa se jih je na pot od Aten do Šparte odpravilo kar 5. No in na televiziji Slovenija v zadnjem Špartatlonu nastaja nov dokumentarec, nekaj utrinkov snemanja pa v naslednji reportaži. Tako je zadnji petek v septembru 277 ultramaratoncev iz 53 držav začelo svojo tekaško dogodivščino od Aten do Šparte. Med njimi je bilo tudi 5 Slovencev, 4 so se s progo že bolj ali manj uspešno spopadli. Novinec Tomaž Kališnik pa je dan pred tekmo še imel tremo. Zadnjič smo šli nakupovati pred odhodom, jaz sem letel po Interšparu, da sem brez glave. Zato, ker si bil pač nervozen. Kaj je na Špartatlonu že tekel, cun gor pa dol. Bo zmogel, bo. Tako da vse te zadeve, so tako neopisljive zaenkrat. En maratonček je že bilo, ura je pa še 5 slabih maratončkov. Špartatlon velja za najtežjo tekaško preizkušnjo na svetu. Z njim ohranjajo zgodbo o antičnem slu Fedipiju, ki naj bi podobno pot med grško-perzijskimi vojnami zmogel v 2 dneh. Herodotove zapise je v 80. letih prejšnjega stoletja somišljeniki preveril britanski poveljnik John Fowden. Rodil se je Špartatlon. Kak je počutje? V redu. Boljše, kot sem mislil. Prva točka je res za nami. Po mojem malo prehiter, ni mu preveč fajn, kadar je toplo, ker ponavadi vsaj ob 4 zjutraj in takrat teče, ampak upajmo, da bo vse v redu, mi smo pripravljeni, pa on tudi. Ne vem sploh, ko bi jedel, ko nič ne morem. Mal je bil dehidriran, po mojega je tole malo presenetil, tale vročina, čeprav je bil kar dobro pripravljen, ampak mene je predvsem skrbelo to, da ni že bolj se to centralno malo, se Božji začne zgubljati, ampak je bil kar v redu. You have to know how to run. You have to have an experience at least 5 years and be prepared and organize yourself to run the distance of 245 kilometers. And it's not a straight path that you can run. It's depending from the morphology of the surface. It's mountains, there are roads, there are hills, and of course the weather circumstances. You have to begin from 30 in the first 40 or 50 kilometers. During the night the temperature goes down 20 degrees of Celsius, about 4 or 5 of Celsius. Čeprav je proga speljana skozi zgodovinska mesta, tekači znamenitosti skoraj ne opazijo. Spopadajo se s pripeko, dežjem, pomanjkanjem vode, krči v mišicah, prebavnimi težavami, izčrpanostjo, tudi prometom. Po 160 kilometrih pa jih čaka še vzpon na 1100 metrov visok prelaz Sangas na gori Lirkeo. Kako je? Super. Malo piha, drugače govori. Odlično, bravo, Yes! Couldn't you but? This is chocolate. With a nice comment, which means you have worked very hard and done it well. Pravijo, kdor zmore vzpon, priteče tudi na cilj. In vsem 5 Slovencem je to uspelo, četudi je jutro s seboj prineslo nove pace. V 36 urah. Toliko jih imajo tekači na voljo za 246 km dolgo progo, je cilj doseglo 167 udeležencev. Najhitrejši je bil domačin. V Šparto je pritekel v manj kot 22 urah.
I think the most important thing is they bring the people together. They show how, and I have seen with the athletes, how people help each other. And even through the race, and I hear people comment, other people, other athletes gave them courage to finish. V Joaninem albumu bo nova slovenska zgodba. Vse nas pa bogatijo nova prijateljstva in vnovično spoznanje, da v življenju nikoli ne obupaj.